Projekt samodejnega podnaslavljanja je končno dobil zeleno luč. Ministrstvo za kulturo, Ljubljanska fakulteta za računalništvo in informatiko ter Radiotelevizija Slovenija so namreč minuli teden podpisali pogodbo o pilotnem projektu samodejnega podnaslavljanja TV-programov. Razvijajo ga na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Ta projekt, ki smo ga zdaj začeli skupaj z RTV-jem in Ministrstvom za kulturo, je namenjen analizi, kako dobro lahko z avtomatsko razpoznavo govora, torej z računalniškim programom, avtomatsko generiramo podnapise v realnem času oziroma z čim manjšo zakasnitvijo, da bi se ti avtomatsko prikazovali na ekranu in pripomogli seveda gluhim in naglušnim, da lahko preko podnapisov dojemajo vsebino. Program bo v realnem času pretvarjal govor v podnapise. Prav tako bo vstavljal velike začetnice in ločila. S tem projektom želimo preizkusiti neke digitalne tehnologije, ki omogočajo samodejno podnaslavljanje različnih medijskih, televizijskih in tudi audiovizualnih del, oddaj recimo tako informativnih, kulturnih, športnih, pa tudi vseh oddaj, ki se prenašajo v živo, da so bolj dostopne invalidom, to pomeni tistim, ki imajo okvaro sluha, in pa tudi starejšim osebam, ki zdaj že slabše slišijo. Oseb z izgubo sluha je v Sloveniji okoli 200 tisoč. Vsem je treba zagotoviti enakovreden dostop do informacij. Zato je ta projekt tako pomemben. Zelo podpiram razvoj govornih in jezikovnih tehnologij, ki so med drugim tudi zelo koristne za zagotavljanje dostopnosti, tako za osebe z okvaro vida, kot tudi za sluha in nekatere druge skupine. RTV Slovenija se je z veseljem odzvala na povabilo Ministrstva za kulturo, da sodelujemo v projektu preizkusa razpoznave govora, ki bi jo lahko nekoč v bodoče uspešno uporabljali za zagotavljanje podnapisov, tudi za žive oddaje, kjer zdaj podnapisov žal še nimamo. Razen za nekatere dnevno informativne oddaje, za podnapise, ki so predpripravljeni. Zaradi tega, ker nenazadnje s tem jim omogočamo večjo socialno vključenost, omogočamo jim tudi uresničevanje pravice do informiranja in do vključevanja v kulturno življenje. To jim zagotavlja tako ustava kot različne konvencije in drugi mednarodni akti. Je pa ta projekt pomemben tudi zato, ker se ta sodobna tehnologija lahko uporablja tudi v drugih delih življenja. Ne le pri vključevanju v kulturno življenje, pri spremljanju medijskih vsebin, ampak tudi drugje, recimo na področju izobraževanja, v delovnih procesih, pa tudi čisto v življenjskih procesih vsak dan. To je recimo pri vseh dogodkih, ki potekajo v živo, torej tudi recimo sodne razprave ali pa gledališke predstave. Zato je zelo pomembno, da jim omogočimo to možnost, da so vključeni predvsem tudi tega širšega socialnega vidika. Gluhim in naglušnim je televizija pravzaprav edino okno v svet, saj ne slišijo radia. Zaradi slabše pismenosti pa ne radi berejo časopise. Tako je zanje televizija najboljši medij za pridobivanje informacij, izobraževanje in spoznavanje novosti. Seveda pa je televizija, če nima tolmača ali pa podnapisov, mrtva slika na ekranu. Že vrsto let pravzaprav pozivamo tako javno RTV Slovenija kot vse komercialne televizije, da so med nami tudi gluhi in naglušni, ki ne morejo spremljati televizije brez tolmača ali podnapisi. Tukaj lahko rečem in javno izrazim zahvalo RTV Slovenija, ki je veliko naredila na področju podnapisov in tolmačenja. Vsi pa naši gledalci želijo 100% dostopa do informacij. Mi se zavedamo, da je to zelo težko, zato pozdravljamo ta projekt samodejnega podnaslavljanja, kjer partnerji skupaj bodo, razvili program, kjer bi se lahko iz govora direktno podnaslavljalo. To pa dejansko je tista popolna slika, ko dejansko televizija res postane okno v svet z popolnimi informacijami.
Skupnost gluhih in naglušnih bo zato do konca leta zelo dejavno sodelovala pri tehnični in vsebinski pripravi samodejnega podnaslavljanja TV programov. In ta projekt je zelo kratek. Njegov namen je, da že izdelano tehnologijo poizkusimo z testno množico gluhih in naglušnih oseb za različne žanre oddaj. Torej za informativne oddaje, kjer običajno govori ena oseba, za zabavne oddaje, za športne oddaje, kjer so stopnje zahtevnosti zelo različne, kjer je veliko hkratnega govora, prekrivanja govorca in je veliko težje, kot če imate enega govorca za mikrofonom. Tako da želimo s tem projektom preizkusiti, kako se tehnologija, kot je danes na voljo, obnese za avtomatsko generiranje podnapisov, na drugi strani pa tudi, kako to dojema ciljna skupina, kar so pa osebe z okvaro sluha. Razveseljivo pa je tudi, da je projekt plod slovenskega znanja. Naš projekt je predvsem to, da preizkusimo te tehnologije, ki so plod domačega znanja, razvili so jih na Fakulteti za informatiko in računalništvo, in ko bodo te ciljne skupine, ki bodo tehnologijo preizkusile, rekle, da je projekt z tehničnega vidika uspešen, je naloga projekta tudi oceniti možnosti za nacionalno implementacijo. Namen ministrstva je namreč, da vse televizije, torej vsi ponudniki televizijskih programov, omogočajo gluhim in naglušnim, da spremljajo te televizijske programe s pomočjo tega orodja, tako javne televizije kot tudi komercialne. Če bo pilotni projekt uspešen, bo dostopnost TV programov boljša že po novem letu. Naša država pa se bo postavila v bok Nemčiji, Veliki Britaniji, Nizozemski in drugim, ki že uporabljajo samodejne pretvornike govora.